Ribič. Nobenega problema. Dela. Sam tebi dela meni. Dela, v redu. Lep dober večer tudi v mojem imenu. Najprej bi pozdravil spoštovanega gosta, predsednika Olimpijskega komiteja, gospoda Gabrovca, ki je med nami, potem vse gospe in gospode, seveda pa predvsem prisrčno pozdravljam tekmovalke in tekmovalce in pa vse ljubitelje kajakaškega sporta v imenu Kajakaške zveze Slovenije. Moram reči, da sem izredno ponosen in vesel, da so bili rezultati v letošnjem letu spet tako dobri. Moram reči, kar pričakovani, nadpričakovani, ko sem štel medalje, sem jih naštel 78, pa mi je potem Andrej povedal, da sem tiste skupinske, da se ne štejo, tako da smo osvojili 33 medalj. Za vsako medaljo se skriva veliko dela, znanja in požrtvovanosti, zato še enkrat prisrčna hvala vsem tekmovalcem. Ne bom našteval vseh, to boste potem slišali v nadaljevanju. Tukaj bi omenil sem nekaj tistih najbolj izstopajočih. To je zmago Benija Savška na Evropskem prvenstvu, potem Anje Osterman na svetovnem, medalja Anje Osterman na svetovnem in Evropskem prvenstvu, potem medalja Nejca Žnidaršiča v sprint spustu, potem zmaga na svetovnem prvenstvu naših kanuistov, ekipe in pa potem, kar je izredno pohvalno, tudi v novi olimpijski disciplini v ekstremnem slalomu, zmaga Ajde Novak v absolutni razvrstitvi, potem Line Eve Hočevar pri mlajših članicah, če sem se prav izrazil, in potem še Naje Pinterič v mladinski razvrstitvi. In na koncu še ne omenim njenega brata, omenim še brata od Eve Line, to se pravi Žigata, ki je dobil na Evropskem prvenstvu 4 medalje. Ostalih pa kasneje, tekom prireditve. V lanskem letu smo uspešno gostili svetovno prvenstvo, svetovni pokal v Tacnu in pa dve tekmi v spustu, eno na Bledu in eno v Celju. V naslednjem letu bomo ravno tako v Tacnu organizirali, smo dobili tekmo svetovnega pokala in ob tej priložnosti srčno upam, da bomo uredili tacensko progo samo in pa seveda tudi spremljevalne objekte, tako da bo ta objekt dobil, ta kultni objekt dobil tako podobo, ki se zanj spodobi. V naslednjem letu nas čaka tudi predolimpijsko leto, čakajo nas uvrstitve za olimpijske igre. Naša želja je in seveda, da bomo uspešni, verjamem v to v vseh kategorijah slaloma, pa tudi v sprintu na mernih vodah računamo na nekaj uvrstitev. In ob koncu se vam še enkrat zahvaljujem. Moram povedati, da sem izredno počaščen, da mi je veliko čas, da sem lahko na čelu tako uspešne zveze. In vam vsem skupaj želim srečno novo leto in pa veliko uspehov tudi v nadaljevanju. Hvala. Hvala lepa predsedniku Kajakaške zveze Slovenije. Zdaj smo mikrofon predstavili za naše glasbene goste. In sicer prva glasbena točka, objem Gregorič in pa Vilčnik v izvedbi naslednjih gostov. Na vokalu bo Manca Fekonja, na kitari Peter Mandl Mejač, na basu Jakob Isterič in pa na bobnih Lovro Bone. So pa slušatelji Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Dobar večer.
Rekel si pa ne na glas, da si moraš se preneti, sebi se posvetiti spet, pa sem ostala brez besed. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, da je vedno bil sam tvoj. Daj pusti se objem, kaj potem in kaj potem, če žrtvam s tabo gre, na vsako smem, na vsako smem. Daj pusti se objem, da mu povem, da srcem s tabo gre. Če ti zame nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, daj potegni ta šahmat in lepo idi praznovat. Kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, da je vedno bil sam tvoj. Daj pusti se objem, kaj potem in kaj potem, če srcem s tabo gre, na vsako smem, na vsako smem. Daj pusti se objem, da mu povem, da srcem s tabo gre. Naši mladi glasbeniki Marca, Peter, Jakob in pa Lovro, seveda se bodo še dvakrat vrnili. No, zdaj pa začenjamo s prvim sklopom podelitev priznanj dobitnikem kolajn in pa mladincev v kategoriji do 23 let. Letos smo že pri podeljevalcih naredili izjemo oziroma razliko, zato danes vabimo mlade podeljevalce. In sicer zmagovalka slovenskega pokala Mirne vode Cicibani Aleša Verčič. In pa zmagovalec slovenskega pokala Mirne vode Cicibani Milan Fide. Ja, naša dva najboljša mlada Cicibana Aleša in Lan sta pripravljena. Seveda Jaka se je potrudil, da sta pripravljena in že imata prvo priznanje. 10 mladincev v kategoriji do 23 let bomo zdaj poklicali, upam, da ste vsi z nami. Najprej dvakrat zbrona za ekipo C1 do 23 let v sprintu in v klasiki Aljaž Marko Golo. Naj še enkrat povem, seveda dobite nagrado, kar tamle, dobite nagrado in potem za skupinsko fotografijo, to tradicija ostaja. Nagrada dobite od Cicibanov, od Cicibank, pa kar ostani na odru, kar ostani, da bomo potem naredili eno skupinsko fotografijo, da boste vsi slikani s toliko kolajnami. Zdaj pa naslednji, enkrat bronast, 3-krat K1 moški slalom mladinsko evropsko prvenstvo, Atej Zobec Urbančič. Atej, si z nami? Ateja pa kot kaže, ni z nami. Gremo naprej in sicer smo zdaj pri
dobitnikih zlate kolajne, 3x kajne v spust sprint na mladinskem evropskem prvenstvu. Prvi je Jon Šek. Jon Šek pa je z nami. In Jon zdaj nagrado podeljuje. Bomo videli, ali je Leša ali pa Lan, mislim, da je Leša že pripravljena za Jona Šeka. In pa tudi Lan. Tole sta torej, lahko pa stopta seveda malo bližji, se ni malo bolj proti sredini, zato da bomo imeli take fajn fotografije zadnji. Tako, pa mislim, da bolj tukaj bomo naredili že prostor za ostale. In gremo naprej, še enkrat, član te zlate ekipe 3x kajna, fantje spust, mladinsko evropsko prvenstvo, sprint Klemen Breznik. In gremo naprej, zdaj smo že pri evropskem podprvaku Cena spust sprint mladinskega evropskega prvenstva, pa dvakrat bronast v ekipi do 23 let, seveda z najbolj glasnimi navijačicami, navijači, to je treba povedati, Martin Gale! Ti navijači lahko povejo, kakšna je razlika, če zamenjaš eno črko, recimo med Sireno in Ireno. To se po moje še vedno spomenijo. Kjera je Irena? Džgava je Irena? Zakaj je Irena? Svetovni podprvak K1 na 500 metrov, zdaj pa smo pri Mirnovodašu, pa K1 200 in 500 metrov, bron na mladinskem evropskem prvenstvu, Matevž Manfreda! Matevža na žalost ni z nami našega Mirnovodaša, gremo naprej. Evropska podprvakinja v ekstrem slalomu Naja Petrič. Zdaj je Teja in pa Matevža nismo dočakali, vse ostale pa imamo. Aljaž Marko je z nami, Jon, Klemen, Martin, Naja in še 3 bomo zdajle povabili. Naja, še enkrat je z nami, zdaj smo že pri zlati kolajni 3x kajna, moške evropsko prvenstvo, slalom Rene Jekli. Tudi Reneja Jeklina, kot kaže, ni z nami. Gremo zdaj v spustaške vode, spust sprint in klasika, podprvak in evropski prvak v kategoriji mladincev Tjaž Tilkup. Ja, ta pa je z nami. Bravo, bravo. Tjaž Tilkup pa je z nami in tole prihaja naš junak spustaških evropskih prvenstv v svojih kategorijah. Še enkrat in zdaj bomo poklicali še enega. Moram prav obrniti strani in sicer takole piše Evropsko prvenstvo v 23, zlato z ekipo 3x1, pa mladinsko evropsko prvenstvo slalom zlato z ekipo K1, pa drugo mesto na mladinskem evropskem prvenstvu slalom K1, pa drugo mesto mladinsko evropsko prvenstvo slalom C1 in še ena bronasta kolajna SPU 23 slalom 3x1, moški slalom, 5 kolajn, torej Žiga Linhočeva! Tole so torej naši najboljši, nažalost vseh torej ni Reneja, ni Matevža, ni Ateja, zato pa lahko še enkrat, preden gremo k naslednjemu sklopu, zaploskamo. Z nami so Aljaž Marko, Golob, Jon Šek, Klemen Breznik, Martin Gale, Naja Petrič, Tjaž Tilkup, Žiga Linhočeva. A ste naredili skupinsko fotografijo? Ste, zdaj vmes nimamo nobene točke, tako da še enkrat hvala in pa vse čestitke. Mi pa gremo naprej k naslednjemu sklopu in sicer hvala lepa Aleši in hvala lepa tudi Lanu. Zdaj pa bomo poklicali naslednja dva podeljevalca in sicer zmagovalka slovenskega pokala Cicibanke Ariel Šadl ter zmagovalec slovenskega pokala Cicibani Max Kuralt. In zdaj, kar začnemo, Ariel in pa Max sta pripravljena, pa kar začnimo
drugo mesto Evropsko prvenstvo do 23 v spustu K1, tretje mesto EPO 23 spust v seveda ekipni preizkušnji, pa drugo mesto svetovni pokal spust in tretje mesto svetovni pokal spust, torej dvakrat stopničke svetovnega pokala Ana Šteblaj. Tole je naša prva, ki je z nami, Ana Šteblaj. Zdaj gremo spet k dinastiji Hočevar. Še enkrat ekstremni slalom v kategoriji do 23 let, evropska prvakinja in pa drugo mesto na svetovnem pokalu v slalomu z ekipo Eva Alina Hočevar. In zdajle za Evo Alino Hočevar gremo naprej in sicer smo pri naslednjemu dobitniku kolajn. Evropsko prvenstvo do 23 v slalomu z ekipo C1 in pa na svetovnem prvenstvu bronz z ekipo C1 Juš Javornik. In po Jušu smo pri številki 4. Upam, da je to dekle z nami in sicer tretje mesto, bronasto kolajna na Evropskem prvenstvu 23 let sprintu na 200 metrov, Mija Medved. Je Medved tudi z nami. Gremo naprej in sicer dvakrat tretje mesto na Evropskem prvenstvu v spustu, v kanuju, enkrat v sprintu, enkrat v klasični tehniki oziroma klasika Nejc Gradišek. A Nejc pa je z nami. Ana, Eva, Alina, Juš, Nejc so z nami, mi je Medved, našimi novodašice, nažalost danes nimamo. In gremo k šestemu dobitniku priznanja strani Kajakaške zveze Slovenije in sicer trikrat C1 moški slalom, zlata kolajna na Evropskem prvenstvu in pa bron na svetovnem prvenstvu Nejc Polenčič. Tule so naši junaki in še dva bomo pozdravili. Zdaj gremo spet v spustaške vode. Evropsko prvenstvo do 23 let v spustu. Trikrat K1 ženske, torej ekipno bronasta kolajna Nika Ozic. A Nika Ozic pa nažalost ni z nami, kot vidimo, in že smo pri še zadnji. Upajmo pa, da je ona zdaj z nami in sicer tretje mesto, tudi ona z ekipo K1 spust sprint na Evropskem prvenstvu do 23 let, Živa Jančar. Žive Jančar, nažalost ni, torej zadnjih dveh naših deklet nismo uspeli tule danes pozdraviti. Bomo pa malo bolj glasno te, ki so z nami, torej še enkrat Ana Šteblaj, Eva Alina Hočevar, Juš Javornik, Nejc Gradišek in Nejc Polenčič. In hvala lepa še enkrat našima dvema podeljevalcema, to sta Ariel Šadl, zmagovalka slovenskega pokala Cicibanke in pa Max Kuralt. Hvala lepa, mi pa se počasi približujemo naslednji glasbeni točki in sicer I Say a Little Prayer. In mi bomo še enkrat Maca, Peter, Jakob in Lauro so že z nami. Izvolite.
naši mladi, izvrstni glasbeniki, mi pa smo prišli v kategorijo članov in pa članic. Zato bomo zdaj najprej poklicali spet naše dva mlada podeljevalca. Z nami je zmagovalka slovenskega pokala mlajše deklice Tija Vovk in pa še zmagovalec slovenskega pokala Cici Bani v K2 Jan Plesničar. A sta z nami? Sta. In zdaj najbolj, da kar začnemo in sicer gremo po abecedi, ampak po imenski abecedi. In tako kot je že predsednik povedal, seveda kolajna svetovnega pokala oziroma z evropskega prvenstva v slalomu, v ekstremnem slalomu, pa 3. mesto na svetovnem pokalu v isti disciplini, pa še 2. mesto v slalomu 3x1. Z nami je Ajda Novak! Ja, tole z nami je naša Ajda Novak. Ajda, samo eno kratko vprašanje letos. Še boljši rezultati v ekstremnem slalomu. Drugo leto lahko pričakujemo več časov na ekstremnem slalomu ali na navadnem? Upam, da oboje. A se slišimo? Upam, da oboje. Ja, hvala lepa, upamo tudi mi. Hvala lepa, Ajda Novak. Mi bomo seveda tiste, ki bodo na koncu dobili nagrade, tudi še kaj povprašanja. Prav, da smo vprašali tudi našo Ajdo in gremo naprej. Zdaj pa smo v mirnih vodah. Zdaj pa enogovinsko pravo, tu pa res naravno na rezultate. In sicer svetovni, seveda naropčen mikrofon, se opravičujem toncem. Svetovni pokal sprint, 1. mesto enkrat, 2-krat. Pa 2. mesto svetovni pokal, pa 2. mesto svetovni pokal in 2. mesto evropsko prvenstvo, pa 3. mesto evropsko prvenstvo, pa 1. mesto super pokal. Dame in gospodje, Anja Osterman! Anja Osterman je z nami, mi, ki smo več na tekmah svetovnega pokala. Jo, nimamo tako veliko čast videti, zato jo bomo potem v zadnjem sklopu tudi njo nekaj vprašali, tako kot smo Ajdo, tudi Anja danes. Lepo pozdravljena, dober večer in dobrodošla. Spet smo nazaj v divjih vodah in sicer imamo stopničke oziroma prvo najvišjo stopničko 3x1 v kategoriji fantov slalom Anže Berčič. Anže Berčič je torej že z nami, še en odličen divjevodaš, kanuist, mi pa smo zdaj pri spustaših. In sicer svetovni pokal spust, 2. mesto svetovni pokal, 2. mesto in sicer v njegovi disciplini, v disciplini sprint Anže Urankar. Ja, Anže Urankar je z nami, moram ga pohvaliti. Ta prvo, ki sem ga danes videl z metuljčkam, še eno vprašanje, Anže. Eno vprašanje, letošnja sezona je bila spet super, vidim pa, da so tudi druge stvari zraven počel, pomagal pa tako. Boš drugo leto tudi, ali boš bolj se po svetu spet bolj spustil? Kaj je bilo zdaj mišljeno? Ja, veliko si pomagal stvari, veliko si pomagal, sem te videl na kakšnih tekmah domačih pa to. Ja, odvisno, kako bo čez, ne vem. Drugač pa navijamo, drugo leto. Anže Urankar, hvala lepa, Anže. Ja, zato, ker sem ga res, lepo sem ga res veliko cilju in slovo je pomagal, tako da res še enkrat, bravo, Anže. No, mi pa gremo naprej in sicer zdaj ne gremo evropsko prvenstvo slalom, tako kot je povedal že prej predsednik, pa 1. mesto svetovno prvenstvo, seveda 3x1, pa 2x stopničke, oziroma 3x stopničke, enkrat drugi, 2x3 v svetovnem pokalu, Beni Savšek. Malo sem mislil, da je zato sem povedal, ampak je videl svojo sliko. Ampak Benija bomo na koncu še kakšno vprašance bomo postavili in zdajle smo pri naslednjemu. Upam, da je z nami naš spustaš in sicer C1 spust sprint.
Enkrat letos je zmagal in bil tretji, pa naj še dopolnim. Drugače smo imeli kar 2 tekmi sprinta v Celju lansko leto, glede na to, da je tam celjski guru, da ne bomo, tako da res je bilo fantastično in upam, da je z nami Blaž Cof. A je z nami Blaž? Poimenovali smo ga tudi prvi biceps tacna, pa ga danes ni. Dobro, gremo naprej. Zdaj smo pri naši dami, tako kot smo slišali prej. Tudi ona na stopničku svetovnega pokala, 3-krat ena, pa druga na svetovnem pokalu v ekstremnem slalomu in pa 3. mesto v skupne uvrstitve ekstremnega slaloma. Eva Trčel, Eva pa je z nami. Eva pa je z nami in lansko leto smo jo malo več spraševali, pa smo se odločili, da jo bomo danes mogoče malo bolj pustili na miru, ker imamo v tej kategoriji res ogromno nagrajencev, sicer pa ste slišali tudi sami. In zdaj smo v svetovnem pokalu sprint na 5000 metrov oziroma na daljših preizkušnjah in sicer 2-krat stopničke za 2. in 3. mesto. Upam, da je z nami Jož Zakrajše. Jož, ste pa z nami! Jož je pa z nami in sicer ga takole vidimo tudi vsako leto. Eno vprašanje kratko za Jožta. Jož, vemo, svetovni pokal je v zadnjih letih v Celju ogromno spusta ali pa na Bovškem, v Tacnu, vsako leto svetovni pokal, ki pa vas mirno vodaše, glede na to, da je veliko cicibanov, sprašujejo, kje najbližji, ko lahko pridejo navijati v naslednji sezoni? Ja, najboljš bi bilo Duisburg, no, ni najbližje, ampak bo pa najboljš. Aha, v redu. Kakšnega prizorišča pa ni najbližji na svetovnem pokalu? Seget, Poznan. Super. To je sosedje. Ja, seveda, za Vogla. Hvala, res je to, no. Tako da, kot ste slišali, Seget, Madžarska, Poznan, Poljska, ni noben problem. Pa rečete, da ste prišli navijati za naše fante in pa dekleta, gremo naprej. In zdaj smo spet pri našem super slalomašu. Poglejte, zmaga v svetovnem pokalu, pa 2. mesto v svetovnem pokalu, še enkrat 2. mesto, 3. mesto v slalomu skupni razvrstitvi, na 2. mestu 3-krat cena Luka Božič. Luka je z nami, naš palc primorskega konca. Luka, sem toliko mu za prebrat, da sem skoraj strhnil, pa bi vprašal zdaj osebno, sam pa si tudi seveda super zadovoljen sezono. Super zadovoljen. Ja, seveda za svetovni pokal mi je šel, zdaj drugo leto moramo pa še na evropskem pa svetovnem ki pokazati. Sigurno bomo navijali. Luka Božič, draga družba! In gremo naprej, pa smo slišali našega Luka z primorskega konca, zdaj veste, kako zveni Most na Soči v Ljubljani in gremo naprej. Zdaj pa gremo v celjski konec in sicer 2-krat 2. K1 v letošnji sezoni, Martin Srabotnik! Tole je naš Martin Srabotnik, zagotovo največji zvezdnik celjskega kajaka in kanuja in pa seveda velik ponos našega Tuleta. Tudi vprašanje za Martina, kako sam zadovoljen letošnjo sezono in načrti za naslednjo. Ja, bo kar reda, pa bomo naslednjo leto probali še boljš. Hvala lepa. Kratko in jedrnato Martin Srabotnik. In pa gremo zdaj naprej. In zdaj ne smo pa pri naslednjem, ampak nažalost smo slišali, da ga ni ga pa mogoče zaradi kakšnega opravka, ampak smo mu hoteli dati, če ima, glede na to, da smo v času fuzbala več naslovov skupaj, kot jih imajo Brazilci pa Nemci v fuzbalu, pa mislim, da jih ima, ampak ni ga z nami, pa vendarle mu damo en velik aplavz. Neč Liderčič, Niva!
zdaj gremo naprej, seveda k še enemu velikemu šampionu, seveda tudi njegove rezultate. Ne bom pozabil enkrat, še enkrat lahko povem, takrat, ko je bil on dober, sem še česal, pa meni verjamete, da je to že zelo dolgo tega. Prvo mesto na letošnji tekmi svetovnega pokala, pa tudi tretje mesto v skupni razvrstitvi, Peter Kauzer. Peter je z nami naš Pero Kauzer. Edini po moje od tega cveta naših super šampionov, ki ve, kva so škrince, pa jaz tudi, ampak vse mi da nekaj Politanke. Pero, eno vprašanje, še ena nova sezona, sem že povedal, iskren 15-20 let že to spremljamo, gledamo tudi po vasih, ta je skozi spredi. Letošnja sezona zadovoljen in pa seveda za naslednjo, čez 2 let, kakšni so načrti, cilji. Z letošnjo nisem zadovoljen, upam pa, da bo drugkrat dosti boljše. Hvala lepa. Je pa res, da je Pero težko zadovoljen, ne? Še enkrat, Peter Kauzer! In zdaj gremo naprej, zdaj smo spet v kategoriji mirnih voda, mislim, da tam nisem uspel ujeti, pa vendar upam, da je z nami. Dobila je bronzno kolajno oziroma tretje mesto na svetovnem pokalu v sprintu na 200 metrov, Špela Ponomarenko Janić. Tudi Špele na žalost danes ni z nami in zdaj smo spet pri spustaših H1 spust sprint. In sicer stopničke svetovnega pokala Timova! Tim pa je z nami. Tim pa je z nami in zelo izkušen spustaš, mi pa smo ostali samo še pri enemu v tej kategoriji, potem pa bomo počasi zamenjali list oziroma bomo se zahvalili našim sponzorjem. Samo vprašanje za Tima, eno kratko vprašanje. Nismo bili na vseh tekmah svetovnega pokala v spustu, kje je najboljši? Celje. Vse to si želel slišati. A si posnel? Kot da bi vedel, da ga bom to vprašal. Kot da bi vedel. Gremo naprej in tule še zadnji. Še naš odličen ekstremni slalomist s srebrno kolajno oziroma drugim mestom, Vidkuder Marušič. Vidkuder Marušič je naslednji in tudi zadnji, ki bo dal piko na tem našim šampionom. Še enkrat povem, da nisem ravno včeraj v tem poslu, pa delam kajkanu in pa to kolajn, da mi res prav malo narodan. Tako da še enkrat vse čestitke. Z nami so torej še enkrat Ajda Novak, pa Anja Osterman, Anže Berčič, Anže Vrankar, Bedi Savšek, Blažco, Eva Trčel, Joza Krajšek, Luka Božič, Martin Srabotnik, Naj Židrčič, Peter Kauzer, pa Špela, ki jo danes nažalost ni, Tim Novak in Vidkuder Marušič. Vas pa čaka en aplavz in kapilu za naše šampione. In seveda fotografija. Se bom jaz omaknil naši njeni. Se bom jaz omaknil, tamle gremo, tamle so. Tole pa res, če takole pogledamo, če ne bi vedel, da je kajak, no bi lahko rekel, da je kakšna modna linija, res je ste tako fit pa top, tako da. Hvala lepa. In mi gremo zdaj naprej, zdaj pa smo pri naslednjem gospodu, ki ga bomo poklicali na oder in sicer bolj na kratko. Tule so torej naši sponzorji. In zato je prav, da pride v našo družbo tudi Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije. Jaz bom naštimal mikrofonč. Tole. Izvoljo. Ja, seveda vseh teh rezultatov, ki smo jih danes tukaj še enkrat podoživeli, ne bi bilo brez pomoči naših sponzorjev, tako teh, rekel, tradicionalnih velikih sponzorjev,
ki pomagajo pri programih kajakaških reprezentanc, se pravi Kajakaške zveze, kot sponzorjev, ki so nam pomagali uspešno izvesti vsa velika tekmovanja, tako svetovne pokale v spustu v Celju in na Bledu, kot tudi tekmo svetovnega pokala v Tacnu. Vseh individualnih sponzorjev, naših tekmovalcev, ki jim pomagajo, da tudi sami lahko določen del programa sami speljajo, in pa seveda tudi klubskih podpornikov, partnerjev, ki skrbijo, da dejansko lahko peljemo ta naš slovenski kajak tako uspešno vsa ta leta naprej, kot smo ga uspešno peljali v preteklosti. In seveda upamo, da bodo z nami ostali še naprej, da bomo seveda uspeli nagovoriti še kakšne nove in da bomo uspeli te naše programe še nekoliko plemenititi in da bodo imeli naši tekmovalci in tekmovalke čim boljše pogoje. Današnjo prireditev bi tudi izkoristil, da bi se zahvalil našemu, bom rekel, najbolj tradicionalnemu in po trajanju najdaljšemu sponzorju holdingu Slovenske elektrarne in bi prosil Tomaža Štokla, če se mi pridruži. Podelili bomo pa štartno številko iz letošnjega svetovnega prvenstva v Augsburgu. Ja, in vsi podpisi, torej še enkrat tale lepa štartna številka, zagotovo boste našli prostor, kam jo dati. Upam, da v pisarno, da bojo vsi videli. Holding Slovenske elektrarne, kakšna dobitna kombinacija. Gledam, če mi gre še prav, malo bo oskam, pa je dobro. Več sem vesel, ker vidim danes toliko medalj tukaj in toliko slavno spremljamo uspeh in tako naprej. Zdaj sem malo zaskrbljen, ko še drugič in rekel, nam bo hotel več denarja zaradi tega, ne, malo heca, ampak mislim, da res HSE je že celega od začetka HSE nekako zdravim kajaka in sem siguren, da bo še dolgo. Ne bom komentiral. Hvala lepa še enkrat našim sponzorjem in gremo naprej v naslednjih 30 let vrhunskih uspehov kajaka in kanuja. Čas je še za eno glasbeno točko in sicer še enkrat na vokalu je Maca na kitari, Peter, Jakob na basu in pa Lovro bo klikal po bobnah, pravijo, in sicer naslov skladbe The Lady is a Tramp. Izvolite. I wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and drifted too from Maine to Albuquerque. Unless I missed a Bogzart's ball and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat.
to, kar sem pravil, če ste videli na sliki. Povsod je bil gale, nek odojk, nek Karadžordže. Tako da čestitke tudi navijačam, mogoče pa pride kdaj tudi kakšna posebna kategorija za navijačice in navijače. In zdaj smo v še zadnjem delu, tistem najbolj slovesnem, zato je prav, da še enkrat povabimo predsednika Kajakaške zveze Slovenije, ki bo podelil nagrade, in sicer magister Andrej Ribič, izvolite. In zdaj, a bi še želel kaj dodati mogoče? Super. In zdaj smo pri prvem našem fantu oziroma gospodu. Tamle ga vidite. Na levi strani z vaše strani, tamle greš malo v vinkel, pa tamle si fant. A si slišava? In sicer glavni trener slovenske mladinske reprezentance, ki se je v letošnjem letu izkazala tako na evropskem, kakor mladinskem svetovnem prvenstvu. Glavna in gonilna sila, guru kanu kluba Simon, seveda je tudi tati zraven, enega naših najuspešnejših klubov. Je tudi oče dveh uspešnih tekmovalcev, Žiga Lina in pa Eve Aline, Simon Hočevar. Ja, seveda tudi direktor Kajakaške zveze Slovenije, Simon je z nami. Simon, eno vprašanje, generacija, smo z iste generacije, tako da poznamo, otroci so priden, ubogajo, ali se moraš ful boriti z njimi? Ful boriti. Ful boriti. Ampak na koncu... So pridni, ampak se moraš ful boriti. Na koncu zmagajo Hočevarji, tako, ubogajo. Sam jaz nič več. Ja, to pa verjamem. Dame in gospodje, kratko in jedrnato, Simon Hočevar! Tole je bil naš prvi, naš najboljši trener in tole gremo zdaj k najboljšemu mladincu. To je to, vidite ga že. In sicer, takole piše vsestranski tekmovalec, motorično superioren, da te mere, da lahko svoje medalje v vseh treh disciplinah, slalom, cross, kajak slalom in kanu slalom, kot da so zvaljne oblike, ki jih lahko menja, kar je oblika redkih šampionov. Z dvema prvima mestoma, dvema drugima in enim tretjim se je prislužil naziv najboljši mladinec leta 2022. In se spomnim ene anekdote, ker je rekel dedi, dobro, da ni več v golu, ne bi in pol gola dobil. Žiga Hočevar! Žiga Lina, pri tem smo pa videli ogromno kolajn, smo tudi že vse povedali, zakaj, ampak vseeno eno vprašanje, zdaj verjamem, da nimaš treme, ki je oče zraven, kjerga trenutka v letošnji sezoni se boš pa ti najbolj zapomnil, ali pa navijaških, recimo. Ja. Mogoče bi dva izpostavil, en je ziher prečkanje ciljne črte v Ivreji, v kanuju, v finalu, ta druge pa prečkanje ciljne črte v kajaku v Budivicah. Te dva sta bila najbolj taka, bom rekel, da si bom za zmeri zapomnil. En je malo lepši spomen, en pa malo težji za premisliti. Ja, ampak povsod so bili pa navijači. Žiga Hočevar! In zdaj gremo naprej, zdaj se peljemo do Posavja, do Brežic. Koliko kilometrov naredim med Brežicami, kjer še nimajo kajakaške proge in pa Tacnom, kjer lahko trenira, vi le sama, mi pa ugibamo, da ogromno, jaz bi pa rekel, 110, med 105 in 110. Toliko je bilo tudi odrekanja v zadnjih letih, ki pa se je vrnilo letos v obliki srebrne medalje na Evropskem prvenstvu mladincev v slalomu, kjer je v disciplini slalom cross kot prvo Slovenka posegla po najvišjih mestih, Naja Piterič! Naja Piterič je z nami, Naja, popolnoma enako vprašanje kot za Žiga Lina, glede na to, da sta še ta mlajša generacija. Trenutek, ki si ga zapomnila po dobrem ali pa po slabem v letošnji sezoni? Ja, po dobrem v ziher prečkanje na evropskem ekstrem slalomu, ne? Slabih je bilo letos malo več, ampak iz vsega se naučimo nekaj.
in bomo navijali spet naslednja leta. Srečno, Maja Piterič! Srečno, Maja Piterič! In gremo naprej. In zdaj smo spet na mirnih vodah. In sicer v letošnjem letu se je prebil med vodilne 5000 metraše na svetu. V tej zanimivi in razvijajoči se disciplini je osvojil eno, drugo in eno tretje mesto na tekmovanjih za svetovni pokal in s tem pokazal, da poseže po medaljah na praktično vsake tekmovanju, ki se ga udeleži. Že je povedal, Poznan, Szeged, Duisburg, kje lahko navijate, Jošt Zakrajšek! Jošt Zakrajšek je torej naš mirnovodaš, ki ga vsako leto gostimo, zdaj v teh letih, v tem čudovitem okolju Stare elektrarne. Jošta smo vprašali, kje lahko navijamo, zdaj pa še zanj, kakšni pa so cilji za naslednje leto in pa predvsem seveda za leto 2023. Vemo, kaj pa 2023, ta je tista glavna tekma. Ja, da bom jaz pa navijači v Duisburgu zadovoljni. Ne? Točno tako. Duisburg. Jošt, prav, Duisburg, vsi v Duisburg. Vsi v Duisburg. In kot ste slišali, seveda potem pa leta 2024, ampak to je druga zgodba, to še pride. In zdaj gremo seveda spet na našo staro znamko. Letno se je odločila, da se spoprime z novo slalomsko disciplino Slalom Cross in ravno ta olimpijska disciplina je prinesla letos največ uspeha. Drugo mesto na enem od svetovnih pokalov in odlični nastopi na drugih so jih prinesli tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Za piko na i pa je na svetovnem prvenstvu v moštvenih vožnjah osvojila drugo mesto, dame in gospodje, Eva Trček! Eva Trček, ki smo jo v lanskem letu gostili tule čisto na koncu, pa je z nami. In zdaj gremo še kratko vprašanje. Eva, tudi po naravi, verjetno si tako divja, da ti je v letos v Slalom Crossu tako cool, da si bila tako dobra, da si lahko tekmovala head to head. Pa iskreno se bolj vidim v slalomu, ker nekako ta kontakten šport se rajši izogibam kontakta, ampak tudi tega sem se zmeraj iz tekme v tekmo boljš naučila. Tako da očitno sem imela dosti prepleteno taktiko, da sem se vseeno dosti uspešno izogibala pretiranim kontaktom. Prav, Eva, kjerkoli boš, ti bomo navijali, vsi skupaj in vsak posebej. Eva Trček! In zdaj smo prišli do zadnjih dveh slavnostnih dogodkov. Z nami sta torej Andrej Jelec, direktor Kajakaške zveze Slovenije, pa Andrej Ribič, predsednik Kajakaške zveze Slovenije. In zdaj smo v kategoriji pri dekletih. In sicer športnico leta Kajakaške zveze Slovenije in pa najboljšo tekmovalko, na katerih vodah povemo kasneje. Zdaj najprej povejmo. Med ženskami so bile v ožjem izboru za športnico leta seveda Ajda Novak, naša slalom krosistka in slalomistka, ter Eva Trček, s katero smo ravnokar poberkovali, za katero lahko rečemo enako, in pa naša najboljša mirnovodašica, ki je letos športnica leta, Anja Osterman! Kajakaške zveze Slovenije še enkrat povemo, po odločitvi na športno pot nadalje sama na tekmovanju se letos vrnila še močnejša, samozavestno je tekmicam dokazovala svojo odličnost, osvajala medalje kot po tekočem traku. 500 in 200 metrska razdalja so njena specialnosti, na tekmovanjih nastopa s suverenostjo, samozavestno, ki tekmicam že poganja strah v kosti. In tule je naša Anja Osterman in spet imamo priložnost, da vidimo seveda fotografije. Fantastična sezona letos Anja Osterman. Mi si bomo seveda vmes ogledali tudi video, pa najprej vprašam, če mogoče z glave veš, z katere tekme je to? Mislim, da to je evropsko. Švedska, Ukrajina, Danska, Latvija. Ne, to je evropsko München. Letos je bilo dosti tekem, tako da... Ja, zagotovo. In smo spremljali kolajna res toliko, ko se jih je sploh dalo, ampak ne, še vedno, Anja se še vedno bori. Mogoče pa bo šlo zdaj, ne? Fejo Portela Jürgensen, Vrčik Jevič, Ostema Luč, Klinova, Aldina Anderson.
Mogo pokomentirati. Ja. Dzień dobry, Polska Telewizja. Herzlich willkommen w Svenska Fernsehen. Kjer je še Polska Televizija? Duisburg München. Kdo je za München? Kdo je za Duisburg? Ne bomo mučali, Anja. Tole je... No, super, se mogoče pa pošpeglati. V redu. Še enkrat, Anja Osterman, vse čestitke. Eva Jürgensen, Eva Jürgensen je bila tole in pa seveda, kje druge zdrav naša Anja Osterman. Anja, fantastična sezona, samo eno vprašance, samo naprej. Smo bili čisto frapirani, tako je bilo napisan, nova pot, svoja pot, letošnjo sezono, kako bi jo sama na kratko opisala. Ja, za vsake rezultate se mora žrtvovati. Mislim, da je bila moja odločitev pravilna in glede na vse rezultate, mislim, da me niti za naslednjo sezono ne skrbi. Jaz treniram naprej in raje kot vse te rezultate imam pač kvoto za olimpijado. Točno tako. Je pa že Jož povedal, kje lahko navijamo. Dame in gospodje, športnica leta ima najboljša tekmovalka na Vili, hvala Anja Osterman! In zdaj smo pri čisto zadnjemu fantu, pri čisto zadnji podelitvi nagrade. Med moškimi so bili v ožjem izboru za športnika leta. Seveda, rekli smo, Nejc Žnidarčič, ki letos, pa moram jaz nisem zgubil nobene tekme, zgubil ni ene tekme, zmagal posod, ker se je pojavil naš odlični kanoist, na naše veselje pa edini, ki sploh lahko premaga Benija, Luka Božič in pa športnik leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljši tekmovalec na divjih vodah, Beni Savšek! Anja Ostermana, Tule in pa Benjamin Savšek, mislim, da kar nekaj let nismo videli takole divjo vodaša in pa mirno vodašico takole stati skupaj čisto ob zadnjem dejanju nocojšnje prireditve. Naš najuspešnejši športnik zadnjih let in tako kot je povedal tudi predsednik, tudi letno se je ukitil z naslovom evropskega prvaka in si s tem prislužil naziv športnik leta. No, tale video, ki ga bo Jaka dal na koncu, seveda vsi poznamo in seveda to je olimpijski nastop, ko je Beni razstavil konkurenco za cel dopoldne, če se spomnim, ja, smo bili bliho Vižmari, cel dopoldne ali pa za cel večer, ne vem, kdaj je bila točno tam tekma. Pa še eno vprašanje, Beni, vmes, ko gledamo letošnja sezona naslov evropskega prvaka, na svetovnem prvenstvu ni šlo tako dober 2024, vemo, kakšen je cilj vas kanoistov. 2023, a lahko vprašam, a še ostaja tisti cilj zmaga v svetovnem pokalu? Ja, vsekakor. Letos sem res dobro začel s tem evropskim prvenstvom, ni se mi čisto šlo, ker je vedno jasno tanka linija na vrhu, med tem ti uspe ali ti ne uspe, tako da sem lovil ta trojček, pač evropsko skupni seštevk pa svetovno prvenstvo, ampak se mi ni šlo, tako da cilji ostajajo za naprej. Ja. Zdaj pa še eno vprašanje, ki gledamo olimpijsko, to nisem v namenu vprašati. Od teh prve pa do zadnje vratce, kje je bilo najbolj divje? Se spomniš, no? Od prve do zadnje vratce, ja, kje je bilo najbolj divje? Je bil kakšen tak sifon ali pa kaj, da te potegne ali pa kaj? Od štarta do cilja je bilo divje, tako da... Kaj povem? Najbolj razborljivo je bilo v cilju, ja, ko sem pač res dobro vodno odpeljal in sem se potem res veselil. Verjamem, še enkrat, draga družba, Anja Osterman in Benjamin Savšek. Zdaj, če sem čisti iskren, mi smo scenarije prišli čisto do konca, razen če bi mogoče, spet samo jedno na mikrofon, se opravičujemo z vrčevalci, ni to za nalaž, to je Imšo. A bi mogoče še kaj dodal, Jošt? Aha, v redu, samo pozdravljam. Bom pa kar na tega zaključil, lahko.
Še enkrat, torej, draga družba, mi smo, kar zadeva uradnega dela, zaključili. Zdaj, če bi še rad kdo kaj povedal, povejte zdaj, ker zdaj ste povabljeni na zadnji del kredite, ki se imenuje Zataknite se ga tamle. Pri šanku za encajt nekaj popite, nekaj pojejte in karkoli boste že počeli, počnite tako, kot imate radi kajak. Imajte seveda in posod radi. Hvala lepa. Še enkrat, tole so naši najboljši v letosni sezoni. Bravo Slovenija!